Sploh me ne preseneča, da bi režim Homeinija v Teheranu izkoristil situacijo v svojo korist. Preprosto tako, da prepričajo Združene države, naj dodajo libanonsko vprašanje k dosjeju pogajanj med Iranom in Ameriko. Tam se je začela težava. Pred 2 mesecema smo v Washingtonu potrdili, tudi administracija je jasno potrdila, da se pogajajo z islamskim režimom v Iranu. In o tem imam nekaj besed. Toda dodajanje Libanona in Hezbolaha k temu dosjeju bo povabilo in je tudi povabilo islamski režim v Iranu, da zdaj odloča, kdaj bo Izrael odgovoril in kdaj ne bo odgovoril, ter kaj bo, če Hezbolah naredi to ali ono. Napaka je naslednja. Ko rečemo, da Izraelci napadajo Bejrut, je resnica ta, da Izraelci napadajo Dahije. To je kot v 2. svetovni vojni, ko Američani niso bombardirali Francije. Bombardirali so naciste v Franciji. In to je treba pojasniti. In mislim, da bi morala biti razprava in dialog v Washingtonu, preden gredo v regijo. Izraelci napadajo Hezbolah, pravzaprav ne napadajo Bejruta. Pokličem svoje prijatelje v Bejrut in pravijo, nas ne napadajo, nas ne bombardirajo. To je Daže, to je Hezbolah, to je druga stran Libanona in tu je še večina Libanona. Zdaj kot odgovor na predsednika parlamenta v Libanonu, predsednika tako imenovanega parlamenta v Iranu ali islamskega režima je 70 do 75% Libanona proti Hezbolahu. To smo razumeli iz pogajanj v Washingtonu, to smo razumeli v zadnjih 25 letih glede demonstracij in volitev. Hezbolah ni Libanon. Torej, ko se Izraelci spopadajo s Hezbolahom, je to drugačna vojna. Libanon je v Washingtonu za pogajalsko mizo in se pogaja z Združenimi državami ter z Izraelom o možnosti mirovnega procesa. In zaključujem z besedami, da če izvajamo ta pritisk na Libanon zaradi pogajanj z Iranom, dejansko nasprotujemo učinkom miru. Ne bomo dosegli dogovora, če bomo okrepili Hezbolah, da bi lahko preprečil Izraelu, da udari po terorju v Libanonu. Kar je še toliko bolj osupljivo, ko slišite Donalda Trumpa, ki je prej čez dan napade z droni Hezbolaha označil za majhne in nepomembne, hkrati pa dejal, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Bender je dejal, da ne bi smelo biti več napadov nikjer v Libanonu. Kje to potem pusti Izrael v boju proti iranski zavezniški miliciji? Katera država bi tolerirala redne raketne in eksplozivne napade z droni na svoje civiliste in na to morala prenašati, da ji druga država govori, naj ne odreagira? Poglejte, preden grem in obiščem ter analiziram izraelsko stališče, obstaja ameriško stališče. Ameriško stališče, ki šteje Hezbolah za teroristično organizacijo. Ameriško stališče, ki ga je večkrat izrazila administracija, sam predsednik in ima dobre svetovalce, ki so prav tako iz Libanona, ki bi morali vedeti, da je večina libanonskega prebivalstva proti Hezbolahu. In če bi PG otoki ali Izrael ali Švica napadli Hezbolah, da bi ga prisilili, da se umakne z okupacije, bi to moralo biti ameriško stališče. Torej je to razprava, ki jo je treba opraviti v Washingtonu. In predsednik bi moral prejeti najboljša možna poročila od ljudi, ki razumejo, kaj želijo Libanonci in kaj želijo libanonski Američani, ter kako bi si ameriška večina želela, da se stvari odvijajo. Ampak on je predsednik. Da on lahko dejansko razvije katerokoli zunanjo politiko in se pogovarja s svojim zaveznikom, Izraelom. In seveda razumem, da obstaja tudi izraelski del tega. Najpomembnejši je izraelski del tega, ki meni, da se morajo braniti. Ampak mene skrbi naša razprava tukaj. Predsedniku bi morali zagotoviti najboljšo analizo in najboljšo vizijo glede tega, kaj se dogaja v Libanonu. Še 30 sekund do odmora. Če bo dogovor podpisan, ali bo Donald Trump sposoben to Američanom predstaviti kot zmago? Vemo, da se hudič skriva v podrobnostih. Kako mu uspe razložiti, da je to na nek način zmaga? Jaz bi imel drugačno pripoved. Rekel bi, da je predsednik Trump pameten. Razume in predvsem razume, kaj si želi ameriška večina. Prišel je zelo močno večino. In velika večina te večine so evangelijski kristjani, katoliki, ameriški konzervativci in seveda ljudje, ki izvirajo z Bližnjega vzhoda. Tako ima občutek za razumevanje, kakšna je njihova vizija kot Američanov. In popolnoma zaupam njegovi viziji in njegovi sposobnosti, da to razume in sporoči ameriški javnosti.